Iskrena hvala gospe Mojci Kucler-Dolinar za izbrane besede in izrečene misli. Nadaljujemo s kulturnim programom, v katerem se bomo dotaknili življenja, misli in besed Vinka Žaklja. Potem pa bo sledila podelitev Ehrlichovih priznanj in medalj. Drevo, ki kljubuje bičanju vetra, teži snega in udarom strele. Šentjoški viharnik Vinko Žakelj je korenine pognal pred 100 leti na Krvinetovi domačiji. Kot kmečki sin je dobro vedel, kaj pomeni orati ledino. Po koncu druge svetovne vojne se je z domobranci umaknil na Koroško in na Vetrinskem polju pel novo mašo. Študijska pot ga je vodila v Prago in Rim, kot izseljenski duhovnik pa je nato deloval v Belgiji. Bil je vodja duhovnega in kulturno-prosvetnega življenja, odličen fotograf, človek jasnih in prodornih misli ter ljubitelj gora. V srcu je nosil veliko ljubezen do domovine, ki pa tedaj ni imela prostora za ljudi svobodnega in pogumnega duha. Zavetje izbrisanim je pod svojim plaščem nudila kraljica Evrope, mati Marija na Svetih višarjah. Na istem kraju, kjer je Lambert Ehrlich nekoč sanjal o samostojni Sloveniji, je tudi Vinko Mariji izročal prihodnost slovenskega naroda. Pri svojem delu pa je računal na pomoč sočloveka in ga bodril. Ne potuhni se, ko te nekdo potrebuje. In ne govori preveč. Stori nekaj. 1% pomoči velja več kot 100% sočustvovanja. Ne potuhni se.
ko te nekdo pričakuje. Ne govori veliko. Stori nekaj. Osebno sem imel možnost videti Žakla Vinka, kako je sedel nad cerkvijo pod križem, s solznimi očmi in gledal v smeri svoje prelepe domovine, Slovenije. Katera je domovina izseljenca, domovina begunca? Vinko Žakelj je vedel, da je zadnja domovina le pri Bogu. Ukoreninjen v ljubezni do domovine, z nogami trdno na tleh, z duhom pa visoko na nebu od svobode in svetovljanstva, je v polnosti živel za prihodnost. Ne samo za zemeljsko, ampak tudi za večno, nebeško prihodnost. Oazo sožitja je našel na Svetih Višarjah, kjer so na tromeji med germanskim, slovanskim in romanskim svetom naši predniki namesto menika postavili cerkev. Tam je bil Vinko dovolj blizu, da je lahko prisluhnil bitju slovenske domovine, tam si je nabral dovolj moči. Tam je v veličastvu gora iskal počitnic za svojega duha. Počitnice so tu! Pojdimo v zgodnjem jutru z višari na lovce. Odprimo oči. Človek ne ve, kam bi se obrnil. Povsod sama lepota in barvno razkošje. Steza je obrobljena s tisočerimi modrimi zvončki. Bregovi so živo rdeči od ponižnega sleča. Planinski raj. Manjka samo še orel visoko v zraku, a tega ne vidiš več vsak dan. Kje so to jutro kozorogi? Potrpljeni. Najbrž bodo oglobeli pod lovci. Prisluhnimo. Glejmo v smer, kjer se vali kamenje. Tam morajo biti. Saj so. Mirno se pasejo te akrobati alpskih sten. Veličastvo gora, lepota cvetic in ljubkost živali nasilijo k premišljevanju. Živeti, ljubiti in biti srečen brez drugih je utopija. Drug drugemu smo potrebni, zato se moramo srečevati. Vinko je bil popotnik, od kraja do kraja, od človeka do človeka, od rojstva do smrti. Na eni teh poti je končal svoje zemeljsko bivanje. Njegovo telo počiva na šentjoškem pokopališču, a smrt zanj ni bilo dejanje končnosti. Zato je zapisal: smrt ni zastrašujoča, neznana pot, krščanstvo odkriva njen smisel. Ne žaluj. Ne išči mojega groba. Ne žaluj za menoj. Ni razloga za žalovanje, kajti nad menoj so se uresničili evangelijski blagri. Ne žaluj, ker cilji, za katere sem se bojeval, živijo naprej. Ko se bojuješ zanje, sem jaz s teboj. Ko govoriš o njih, govoriš tudi o meni. Moje roke
so roke tistih, ki delajo za skupnost. Moj razum je razum tistih, ki z besedo in dejanjem orjejo brazde svobode, resnice in ljubezni. Moje srce utripa v srcih tistih, ki ustvarjajo pravičnejši svet. Moje sanje o lepši prihodnosti za ves svet so vedno bolj žive v zavesti tisočerih. Ne išči mojega groba. Ne žaluj za menoj. Mrtev bom le tedaj, če boš ti izgubil pogum. Če boš zapustil skupne cilje. Če boš začel misliti samo nase. Ne išči torej mojega groba. In ne žaluj za menoj. Vinko Žakelj je bil odprt v prihodnost. Ni bil jetnik preteklosti. Nikoli se ni prepuščal malodušju. V svojih pridigah je bil vedno odločen, jasen in iskren in nam je znal svetovati: bodite gosti, Šentjoščani. Zahvaljeval se je za vse, ki se trudijo za resnico in pravico. Za vse, ki so goreči za dobro stvar. Gradil je boljši svet z vsemi ljudmi dobre volje. Neumorno je klical in vabil. Ne potupi se, ko te nekdo potrebuje, in ne govori preveč. Stori nekaj. Nam si
Odbor za podaritev